Ok, danes delamo nekaj drugačnega. Ne bomo se ozirali nazaj, ampak bomo skočili daleč naprej, v eno od možnih prihodnosti. Gremo na potovanje v leto 2090 v megamesto Neo Ljubljana, tako kot ga slika ena res zanimiva kratka zgodba. Pripravite se na svet, kjer sta tehnologija in, življenje samo postala eno in isto. In bum, takoj smo sredi dogajanja. Že ta prvi stavek nas vrže direktno tja. Ne govorimo o nekem običajnem stanovanju Kepa, govorimo o domu, ki dobesedno visi v 312. nadstropju. To je več kot 3 kilometre nad tlemi v samem srcu neke neverjetno napredne civilizacije. In tukaj se naš dan začne. Dobro, kako se sploh začne dan v takšnem svetu? Poglejmo si malo pobliže, kaj obdaja našega glavnega junaka Lana in kakšna tehnologija ga pravzaprav sploh zbudi. In v središču vsega tega je Aria. Ampak poglejte, to ni kar en pametni asistent, kot ga morda poznamo danes, ne? To je nekaj veliko več. Je popolnoma integriran del doma. In njen glas, to je šele zgodba. Predstavljajte si mešanico glasu Scarlett Johansson in nekoga, ki ga je naš junak nekoč ljubil. To pove vse o stopni personalizacije, kaj ne? Aria dejansko upravlja čisto vse. Od jutranje svetlobe, ki te zbudi, do, recimo, rezervacije leta na drugo stran sveta. Vse te stvari se potem zlijejo v eno tako brezhibno izkušnjo. Pomislite, zbudi se pod pravimi zvezdami, ker stolp sega tako visoko, da je že nad ozonskim slojem. Stopiš na tla, ki so narejena iz recikliranega materiala z Lune. In potem, ko se približaš steni, se ta spremeni v okno in pred teboj se razpre celotno mesto, kot nekakšen živ hologram. To res ni samo stanovanje, to je skoraj kot živ organizem. Ok, pa poglejmo zdaj ven. Pojdimo iz tega osebnega prostora, iz stanovanja in poglejmo širšo sliko. Mesto, ki, resnično diha in živi v nekih povsem novih dimenzijah. Že samo razsežnosti mesta so, recimo Zmajski most, to ni več samo tisti stari simbol. Ne, to je 3 kilometre dolga, živa struktura iz biobetona. Predstavljajte si most, ki se sam popravlja, ki celo spreminja barvo glede na kolektivno razpoloženje prebivalcev. Infrastruktura je tu postala skoraj čuteča. Tudi prevoz je, popolnoma drugačen. Pozabite na avte na cestah, tukaj imamo leteče stroje, ki letijo s 4-kratno hitrostjo zvoka. In ko letijo, za sabo puščajo svetlobne sledi, ki so videti kot neke ogromne neonske kače, ki se vijajo med nebotičniki. To je pač normalen promet v Neo Ljubljani. In poglejte, če se zdi lokalni promet hiter, je globalno potovanje praktično takojšnje. Aria našemu junaku rezervira pot v Tokio. In veste, koliko časa traja? Manj kot pol ure. Vakuumske cevi pod oceani so postale realnost. Pot med Londonom in New Yorkom je zdaj krajša, kot je bila včasih vožnja med, recimo, Ljubljano in Mariborom. Noro, kaj ne? In kaj poganja tak napredek? Konkurencija, seveda. Tesla je z modelom Air praktično ustvaril trg za osebna zračna vozila. Ampak potem je prišel Rimac in vse skupaj pognal v stratosfero. In to mislim dobesedno. Njihov model Nevera stratosfera uporablja fuzijski pogon na Heli-3, gorivo z Lune in lahko leti izven Zemljine atmosfere. No, pa se vrnimo nazaj v Lanov dom, v Skyloft. Poglejmo, kako tehnologija vpliva na tiste najbolj osnovne vsakdanje stvari. Recimo na hrano in sprostitev. Kuhinja, kot jo poznamo danes, praktično ne obstaja več. Če si lačen, se iz stene preprosto materializira naprava, ki ti natisne karkoli si zaželiš. Zgodba omenja recimo kavo, narejeno iz zrn z Marsa, postreženo v skodelici, ki jo na koncu poješ. To je popolnen primer, kako sta praktičnost in, popolna egzotika združeni v eno. Tudi terasa ni samo terasa, to je zaseben 800 kvadratnih metrov velik lebdeč vrt, 3 kilometre visoko v zraku. Ograje ni. Namesto nje je nevidno elektromagnetno polje. Rastline, ki tam rastejo 300krat hitreje zaradi umetne fotosinteze. In kdo jih oprašuje? Miniaturni biodroni, preoblečeni v kolibrije. To je res popolna fuzija narave in najbolj nore tehnologije. In potem pade noč. In takrat se vse spremeni. Ne samo mesto, ampak tudi samo dojemanje resničnosti.
Vstopamo v del dneva, kjer se meja med tem, kar je resnično, in tem, kar je digitalno, popolnoma zabriše. Zanimivo je, da se pred vso akcijo zgodi en tak res neverjeten trenutek. Mesto vklopi Night Sky mode. Vse luči ugasnejo, stene stavb postanejo prozorne in naenkrat milijoni ljudi gledajo v isto, popolnoma čisto zvezdnato nebo. To je neka vrsta kolektivne povezovalne izkušnje sredi ogromnega mesta. Ampak, kaj se zgodi, ko si nadeneš očala? To je tisto ključno vprašanje. In to je preskok iz mirnega opazovanja v, recimo temu, aktivno sodelovanje. To je tehnologija, ki spremeni pravila igre. Očala Neuralink FreeGuys 7. Ta očala niso samo za gledanje, so za interakcijo. Celo resničnost prekrijejo z digitalno plastjo, z vmesnikom, in svet postane eno samo, ogromno, interaktivno igrišče. In kako je potem videti svet skozi ta očala? No, vsakdanje stvari dobijo lastnosti iz videoiger. Ljudje okoli tebe imajo nad glavami imena in stopnje, recimo Lara_Quantum69 level 287. Leteči avti imajo health bar, torej vrstico z življenjsko energijo, celo zalivanje rož ti prinese točke izkušenj. Terasa ni več samo vrt, ampak postane bojna arena, življenje postane igra. In seveda se takoj postavi vprašanje, kaj to naredi med človeškim odnosom, ko se vsaka interakcija meri v točkah in stopnjah. In za konec dneva sledi veliki finale. Potovanja, ki presega vse meje. Ne samo meje mesta, ampak meje planeta. Tale preprost dialog med Lanom in njegovim avtomobilom je tisto, kar sproži zadnje dejanje. Kam greva? Na zvezde. In to ni več samo neka metafora, to je dobeseden cilj. In vzpon je osupljivo hiter. Poglejte, v manj kot 30 sekundah prebije ozonski sloj. V 2 minutah je v odprtem vesolju. To samo kaže, kako neverjetno močna in, dostopna je postala osebna vesoljska tehnologija. In pogled od zgoraj, ta je res nekaj posebnega. Zemlja je spodaj videti kot modra frnikola, ampak ovita je v pajčevino luči enega samega evropskega megamesta, ki se razteza vse od Istanbula pa do Islandije. Ne vidiš več posameznih mest. Vidiš enotno, svetlečo mrežo, ki pokriva celotno celino. To je verjetno najmočnejši prikaz obsega človeške civilizacije v letu 2090. In s tem pridemo do končne misli te zgodbe, ki je morda tudi najpomembnejša. Nebo ni bila meja. Nebo je bil začetek. V tej viziji prihodnosti premikanje mej ni končni cilj, je samo začetna točka za naslednjo fazo raziskovanja. In to nas pusti z vprašanjem, kaj ne? Kam bi se podali mi, če bi bilo nebo šele začetek?